Da zaostrene gospodarske razmere terjajo takojšnje ukrepe, so gospodarstveniki opozarjali že na lanskem vrhu, sedanje stanje še toliko bolj. Gospodarska zbornica je tako sama pripravila nabor ukrepov na področjih pravne države, boljšega poslovnega okolja, razvojnega zagona in izvoza, a od politike je odvisno, ali bo gospodarstvo tudi uslišano. Vsako leto, vsak dan zamujamo z udejanjanjem in brez konkretne implementacije predlaganih ali pa nujno potrebnih aktivnosti tonemo samo globlje in globlje. Vse skupaj je v nekem finančnem krču, v tem delu prav gotovo, če ne bomo tle nekaj naredili, lahko tudi dobivamo naročila in če jih ne moramo potem ustrezno plemenititi, potem od tega tudi rezultatov ne bo. V prvi vrsti mora politika najti skupen jezik, ne smejo prenehati treba z delitvijo na naše in vaše, leve, desne, morajo le poiskati skupne interese, ki so interesi za razvoj Slovenije. Kot je na srečanju poudaril minister za gospodarstvo Radovan Žerjav, velik del odgovornosti za trenutne razmere tiči predvsem v blokadi političnega odločanja, zato bi bilo nujno urediti referendumsko vprašanje. Vlada je do zdaj sprejela prek 200 ukrepov za sanacijo gospodarstva, je še izpostavil, a so ti po mnenju gospodarstvenikov preskromni in ne zagotavljajo nujnih vzvodov za zagon gospodarstva. To pomeni, da potrebujemo še drugačne vrste terapije in zdravila. Debirokratizacija in odprava administrativnih ovir je bila danes omenjena. Nefunkcioniranje pravne države je eden izmed ključnih problemov, ki jih imamo, ob tem pa seveda še premajhna usmerjenost v razvoj, premalo podpore internacionalizaciji, da težav s financiranjem gospodarstva ne omenjamo. Nujne so tudi sanacija bančnega sistema, odprava plačilne nediscipline, skrajšanje sodnih in stečajnih postopkov ter sprememba pokojninske in delovnopravne zakonodaje. Torej, prvič treba poceniti delo, pomeni razbremeniti ga za prispevki in davki, ne zmanjšati plačilo ljudem, ampak manj obremenitev. Kot drugo, kar se tiče trga delovne sile, pa moramo zagotoviti fleksibilnost. To pomeni, ljudi je treba lahko hitro zaposliti in tudi biti v stanju hitro zmanjšati delovno silo. Da delavec ni zgolj blago in da je zdaj veljavna delovnopravna zakonodaja zadosti fleksibilna, pa menijo sindikati. In prav na tej točki se zdi, da bo soglasje najtežje doseči.